Ja, to je... Tik ob novi nemško-italijanski meji. Ne, čisto natančno tako ne. Najprej sem bil v dolenjskem odredu, potem sem bil v Gubčevi brigadi, potem pa sem julija 1943 leta kot eden dobrih borcev bil premeščen, kot so rekli, na zaupno nalogo, to je na tako zvano kurirsko linijo. In tako sem se znašel na kurirski postaji TV3, ki je imela nalogo, da vzdržuje komunikacije, takrat ni bilo radia in ničesar, med visokimi organi na Štajerskem in tistimi na Dolenjskem v štabu zveze. In to nalogo smo morali upravljati tudi tako, da smo prečkali tako zvano nemško mejo. Nemško mejo sem jaz poznal že od prej. Enkrat z Gubčevo brigado smo bili tik za mejo, nekje tam blizu Stične, mislim pri kraju Leskovec. In komanda je odredila, da gremo na mejo pobirati mine. Nisem vedel, zakaj točno gre. Sistem te nemške meje je bil pa namreč ta, po mojem spominu, 5 žičnih vrvi. Na žicah so visele bombe, ki smo jim rekli sifonarce, zato ker so bile podobne nekim steklenicam v stari Jugoslaviji, v katerih so držali sifon. In te so visele na žici in je bilo potrebno samo z nitko vtakniti v luknjico in sneti in je bila to ročna bomba. Takrat sem prvič videl mejo in šli smo na mejo in takrat sem tudi doživel grozoto. V koloni, ki se je vračala, je zadnjemu, ki je bil v koloni in je nosil na hrbtu te sifonarce, ena eksplodirala in je šel v zrak. Takrat sem videl, da je to tudi huda reč. In to je moje prvo srečanje s to mejo, ki sem jo pa potem doživljal od julija 1943 do maja 1945. In jo prečkal, danes sem nekaj malega računal, ker ste rekli, da boste prišli, mislim tam med okoli 200-krat zagotovo, gor in dol. Kako ste jo pa prečkali, če je bilo tako Ja, to pa je umetnost tistih, ki so v stiski. A je bila tudi minirana? Meja je bila ne samo z obešenimi minami, ampak je imela tudi 2 vrste tako zvanih, mi smo to imenovali nagazne mine. To se pravi, to je verjetno vojaški izraz iz srbskega jezika, gaziti, to se pravi hoditi. In sicer veliko nagazno mino na 3 rogle, spodaj je bila pa luknjica in če si dal skozi luknjico žičko, si preprečil, da bi te bodice se upognile oziroma zadrle v tisti mehanizem, ki je pač bil za eksplozijo, ne. Potem pa neke položne mine, ki so bile pa lažje in pri katerih so nas poučili in priučili, je trajalo 3 sekunde, ko je nekaj skoraj narahlo počilo in če si odskočil, si ušel. Jaz sem enkrat stopil na to mino in nisem ušel, ampak mi je udarila v hrbet. Na hrbtu sem imel veliko konjsko deko na hrbtniku in glavna vsebina tiste mine, pločevinaste, v bistvu je ostala v deki. En košček je pa ostal do današnjih dni in pred 3 leti, ko bi moral na magnetno rezonanco, so odkrili, da imam v hrbtu še vedno tisti
košček mine in zato ne more opraviti magnetne rezonance. Potem naj bi me operirali, pa so ugotovili, da je prekomplicirano in če je počivala toliko časa, ta zgodba v meni pa naj še z mano gre tja, kamor grejo vsi ljudje na koncu življenja. V knjigi sem prebral, da ste imeli težave enkrat na meji, ko je tisti rentgen skozi brenčal. Ja, in to je bilo Potem ste se zgovorili na... Ja, to je bilo na pariškem letališču. Charles de Gaulle, ja. Mislim, da je Charles de Gaulle, če se ne motim, no, malo pozabil. In očitno, ampak zanimivo je, da ko sem prišel v Ameriko, pa ni nič brenčalo. To pomeni, da so imeli Francozi boljše aparate. Izgleda. Domnevno. Tako da prehajanje meje je bilo zelo težka stvar. Prva metoda, kopanje rova pod žico, tam, kjer je bila mehka zemlja, tako z rokami ali s kakim orodjem, vendar pazljivo, dovolj široko, da si začutil morebitno nagazno ali drugo mino, ne. In si moral potem najprvo mino pobrati in tako je nastal kanal. In pod tistim kanalu smo se potem plazili na drugo stran, nahrbtnike pa metali preko žice. Druga metoda je bila rezanje žice, ki je bila tudi delikatna. Rezati žico po žico, pa seveda paziti na tleh z rokami poprej, da ne stopiš na mino. Poleg tega pa si moral vedeti, da bodo drug dan verjetno nemški graničarji prišli in žico ponovno povezali, ker so skrbno varovali to mejo. Najtežje je bilo pozimi. Pozimi smo si pomagali z kmečkimi lestvami. Kmečko lestev dovolj dolgo, z ene strani si položil na žico, ki je bila dovolj močna, in potem po tej žici poskusil čim bolj ponižati žice in potem, ko palček plaziti po tej lestvi na drugo stran. Na drugi strani smo potegnili lestev zopet k nam, da smo lahko potem šli nazaj, ko smo šli nazaj in kmetu vrnili lestev. To ni bilo enostavna stvar, ampak ko si mlad, si misliš, da zmoreš vse in očitno je bilo nekaj te sposobnosti tudi v nas.